Na prvi pogled med modno pisto in bazenom ni nikakršne povezave. Če pa pogledamo skozi oči verjetno najbolj uspešnega slovenskega modela Alena Kobilice, je ravno voda tista, ki lahko pomaga tako pri oblikovanju zavidljivega telesa, kot pri premikanju meja, pri čemer mislimo na tiste meje, ki jih doživljajo slepi. Alen Kobilica teh mej ne vidi. Toliko stvari sem počel že v življenju, da ne vem v bistvu, kje začeti, ampak recimo si bom omejil nekje na neko obdobje, rečemo temu obdobje, ko sem se ukvarjal z modo, nekoliko več, kakor se zdaj, no. Namreč delal sem kot model v tujini, 15 let približno profesionalno, potem pa vmes seveda sem končal fakulteto za šport, tako da sem tudi profesor športa. Leta 2008 se mi je zgodilo to, da je prišlo so odkrili, da imam pač tumor, benigen na srečo, ne, v glavi, imel sem en poseg in kot nekako posledica posega je to, da danes ne vidim, ko sem izgubil vid popolnoma. Ampak glede na to, da sem bil prej precej v športu, je bila nekako neka logična posledica, recimo temu, kaj početi, ne, da se bom ukvarjal naprej z športom. Precej hitro sem se pozanimal, kaj se da delati, ne, in nekako to, da sem se začel ukvarjati s plavanjem, je bila ena taka odločitev precej logična, ker od nekdaj imam rad vodo, bil sem reševalec iz vode včasih, tako da voda mi je bila zelo blizu, zelo rad sem se potapljal, vedno že od malega. Tako da nekako ta plavanje je bila neka taka, za mene vsaj, logična izbira. Plavanje je pa praktično enako, kakor je pri, rečemo temu, zdravih, ne, pod navednicami. Razlika je v tem samo, da imamo zatemnjena očala, skozi katera se ne vidi, in pa to, da te lahko trener na koncu proge udari po rami s palico, kar pomeni, da ima samo še za en zavesljaj do konca, ali pa da je to priprava za salto obrat. No, seveda tudi skok mogoče je majčkeno poseben, ne, ker ne veš, kam skočiš, ampak to rata z zelo kratkem času rutina, tako da nimam nobenih težav. Največja težava v bistvu za nekoga, ki ne vidi, je to, da plava naravnost, ampak v bazenu si omejen s progami, tako da je proga tista, ki ti nekako omeji gibanje. S to špago si pomagam, da držim smer. To je naša pogrebnavščina. Vsak dan se zgodi kaj takega zelo hecnega, ne. Večkrat sem že rekel, ja, da me trenerka peljala na bazen, ne, ampak enostavno ni vedela, v kateri bazen morava iti. Jaz sem bil prepričan, da greva v 50-metrski, šla sva pa v 25-metrski. In enostavno, jaz sem bil prepričan, da sva čisto v nekem drugem bazenu in čisto vse mi je bilo drugače, ampak sem si rekel, v redu, ne, izgleda, da prenavljajo, ne, stvari. Skratka, jaz sem šele po 25 metrih, ko sem se zaletel praktično v steno, ne, se ustavil, sem rekel, to je pa neverjetno hitro, ne, sem pa zelo hiter ratal, ne, da sem 50 metrov preplaval tako hiter in no, potem sva ugotovila, seveda sem vprašal, sem rekel, pa kje pa sva midva, ne, in prav, ja, tukaj na Difu, ne, na fakulteti za šport sva bila namesto na Kodeljevem, ne, kjer je 50-metrski bazen, ne. Tako da približno leto dni sem se pripravljal zdaj na paraolimpijske igre. Na žalost, verjetno, kot veste, no, mi je za 27 stotink zmanjkalo
za uvrstitev na paraolimpijske igre. Alen Kobilica je na različnih mednarodnih plavalskih tekmovanjih osvojil že več medalj. Z ustanovitvijo Centra slepih športnikov pa želi športne dosežke omogočiti tudi drugim slepim plavalcem. Svojo zgodovino z fakultete za šport, recimo sem bil temu dosti športen in sem hitro dosegel norme v plavanju za evropsko prvenstvo in tam sem ugotovil v bistvu, da so druge države, da imajo cele delegacije slepih slabovidnih športnikov. In videl sem, oziroma težko uporabni izraz videl, slišal sem, da delajo zelo usmerjeno v teh centrih v drugih državah. Dejansko ni pri nas ničesar takega bilo, tako da sem se odločil, da bom ustanovil center za slepe športnike Vidim cilj, ki moram reči, da bo kmalu 1 leto, odkar zelo uspešno deluje. Tako da sem hitro zbral neko ekipo, ki je strokovno podkovana, ki v glavnem prihajajo trenerji iz naše fakultete, z fakultete za šport. Ampak ni dovolj samo, da je trener plavanja, mora imeti tudi ta čut za delo z ljudmi s posebnimi potrebami in tudi ustrezne licence. Imamo celo približno 25 otrok zdaj. Iz slepih smo razširili tudi na slabovidne in zdaj imamo pa celo eno skupino z kombiniranimi motnjami. In mi računamo na koncu, da bo ta center čez leta prinesel tudi kakšnega na koncu tekmovalca. In cilj je, da vsako leto dodamo še eno dodatno aktivnost. Namreč poskušamo narediti seveda to, da bi bilo čim bolj vse slovensko, ker nam je jasno seveda, da so slepi in slabovidni povsod, ne samo v Ljubljani in okolici, ampak jasno, potrebno je tudi ustrezne ljudi najti in ustrezne infrastrukture tudi v tistih krajih. Jasno, ostal sem pa dejaven tudi v ostalih športih, to je smučarija. Moram reči, da smučarija je verjetno en najbolj kompleksnih športov za človeka, ki ne vidi. Jaz sem vseeno nekaj presmučal, videč, tako da mi je ta postavitev na smučkah precej poznana, domača, bom rekel. Tako da samo gibanje mi je tudi nekako poznano. Imam pa povezavo s čeladami, kot je motoristične čelade, in je povezava, tako da jaz se spustim dol po hribu, partner me pa samo usmerja, reče, ja, malo bolj na široko, malo bolj kratke zavoje in tako naprej. Pazi on bolj na to, da kdo ne prileti slučajno na mojo pot smučanja. Pri smučanju je ta zaupanje oziroma ta usklajenost med trenerjem, temu rečemo, ali pa vodičem in pa slepo osebo še toliko bolj pomembna. Ker morate vedeti, da pri smučanju, pri neki določeni hitrosti oziroma ti si v nekem okolju, ki ti je povsem nepoznano, si na 2 deskah, na katerih se spustiš dol po hribu, praktično. In jasno, nič ne vidiš, tako da je ta glas še toliko bolj pomemben. Namreč zvok je tista glavna stvar, na katero se nekdo, ki ne vidi, lahko oprime. Pravi smer. Takole. Tako je, kar pej. Dolge, ne? Ja, dolge. Pazi. Si v redu? Čakaj, pomagam.
To je pa na uno, no? Poleg, Zadnji še štiri, bolj zadnji. no, poleg smučarije pa zdaj zadnje čase poskušam še z triatlonom, to je pa kombinacija plavanja, kolesarjenja in teka. Zdaj, večina se vedno vpraša, v redu plavanje si predstavljamo, tek tudi, kako je pa s kolesarjenjem. Kolesar se namreč v tandemu, to pomeni, da sta dva človeka na enem kolesu, tako da ta sprednji skrbi za smer in pa ima v rokah v bistvu vse komande. Jaz, ki sedim zadaj, pa seveda samo poganjam pedalke, kolikor jih lahko, ne. Nekdo, ki ne vidi, ne bi smel govoriti, ne. Ampak jaz ne poznam Braillove, ne. Se tudi nisem učil, ne. Je res, ne, to se mi šteje v plus, da sem zelo pozno izgubil vid, ne, v bistvu pri 38 in to nenadoma, tako da je mogoče malo posebnost glede tega. In je res tudi, da jaz sem bil tehnično zelo domač, no, v smislu uporabljal sem jasno kompjuter, računalnik, ne, kot videč, tako da so mi te stvari tehnološke zelo blizu in ta razvoj sem non-stop spremljal, ne. Namreč uporabljam iPhone in sicer z iPhonom dosežem vse. Namreč noter je v settingsih, si tako naštimaš v bistvu, da imaš voice over, to je neka zvočna aplikacija, ne, ki je na vsakem telefonu, na vsakem iPhonu, običajnem že, ne, in ti enostavno bere, kaj se na telefonu dogaja. Jaz pošiljam tekstovne text messages, dobivam jih, bere, prebiram e-maile, pošiljam maile, grem na Facebook, grem na YouTube, grem na Skype. Skratka, čisto vse je možno početi s to malo škatlico, kar je res neverjetno, ne. Ne vem, kaj bi bilo 15 let nazaj, verjetno bi moral iti za tem, ne, verjetno bi bil bolj odrezan od sveta, ne. Zelo neprijetno se počutim tam, kjer je veliko ljudi zbranih in ki govorijo en čez drugega. To so kakšni lokali, ne, ali pa tako, kot smo mi zdaj tukaj, ne, ker izgubim fokus, ne, ker sluh se nam je izboljšal, ne, zdaj pa vse nekaj hrešči okoli nas, ne, težko se skoncentriraš na sogovornika, ne. In vem, glede na to, da sem bil videč, ne, da tudi če je trušč in z nekom govoriš nekako, potem, ko se koncentriraš na njegova usta, poskušaš razbrati, kaj govori, ne. In s tistega malo, kar slišiš, ne, in s tem, kar vidiš, nekako se ti zgodba, lahko slišiš zgodbo, ne, celo. Medtem ko tako, ko ne vidiš, je to neprijetno, ne. Zdaj se je začelo pa dogajati tudi na tem področju nanotehnologija, ne. Mislim, da so nedavno, še mesec nazaj, vgradili, implementirali, no, operativno eni gospe, ženski, kamero, nanokamero, ki praktično niti ni vidna, tako sogovorniku, ne, in to poveza z optičnim, s tem vidnim korteksom v možganih od zadaj. Sliši se zelo tako science fiction, ne, ampak je resnično zgleda, ne, ta gospa zdaj nekako svetlobo, temno, svetlo lahko razbere, ne, lahko tudi neke oblike že, ne, vidi, ne, ampak bistvo je, da vejo zdaj kako pride do tega, ne. Mislim, da gre razvoj zelo v to smer, ne, tako da ja, kmalu bo napočil čas, da ne bo več slepih, slabovidnih, ne. Kako to ne veš, kdo to je? Ampak res je, ja, kdo so pa je? Pa tle moraš reči kot... Ne bi.